Dobro, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji predstavitvi 7 največjih maratonov na svetu. Moje ime je Alfons Sugmas, prihajam iz Slovenskih Konjic. Najprej bi pa vprašal, ali tudi vi vzadi me slišite? Ja. Dobro, če bom, jaz bi rajši govoril tako prosto, brez mikrofona, če pa bom malo tiše, pa dajte vi se kar oglasiti, pa reči bolj na glas govori, če še bo to ne bo dovolj, pa bom vzel mikrofon. V redu? Dogovorjeno? Dogovorjeno, super. Dobro, današnja predstavitev bo nekje 1 ura, jaz bom probal kakšno minuto prej zaključiti, zato da boste tudi vi imeli možnost kaj vprašati, seveda pa lahko vprašate tudi med samim predavanjem. Preden pa začnemo, pa bi najprej vprašal, a je kdo med vami že pretekel kakšen maraton? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro, je mogoče kdo od teh 7 pretekal? Jaz sem Berlino. Berlin, aha. Pa bomo tega gospoda z očali vprašali, kateri maraton bi vi izpostavili in bi tak s tem v enem stavku povedali, kako je bilo, ko ste šli na maraton, kaj se najbolj spominjate, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, oziroma je bilo kaj super, kakšna poškodba, kaj takega. Čist na kratko, prosim. Ja, jaz sem maraton v New Yorku pretekel leta 2003, tako da to je že davno. Res pa že takrat bila ta silna množica ljudi, ki te po eni strani motivira, po drugi strani pa je lahko breme, namreč ti moraš uporabiti priti zelo zgodaj, potem preden se zvrstijo vsi tisti ta glavni, ampak v vsakem primeru 2 milijona ljudi ob cesti, to je nekaj fenomenalnega in nepozabnega, tako da absolutno je bilo lepo. Hvala lepa. Se mogoče spomnite, koliko tekačev je takrat teklo leta? 35 000. 35 000. Ja. Lani v začetku novembra je maraton v New Yorku postavil svetovni rekord v številu tekačev na tekmi. A mogoče kdo ve, koliko tisoč ljudi je teklo? Koliko tekačev? Kako ste rekli? 35? Teklo 35, ja. 59 000. To pomeni, to je največji maraton na svetu. Letos aprila, ko bo v Londonu, se lahko zgodi, da bo Londončani hoteli New York premagati. Pa bo mogoče kakšna številka večja. Boste šli v London? Prosim? Boste šli teče? Ne, enkrat je dovolj. No, bomo čez predstavitev, bomo kakšno še več rekli. Dobro, čisto na kratko, nekaj besed o meni, se pravi 67 let star, upokojenec, sem tudi turistični vodnik v naši destinaciji Rogla-Pohorje. Drugač pa pol mojega življenja, se pravi nekje od začetka, osnovna šola pa naprej, šport. Najprej nogomet, sedaj pa tek. In kot ve se, vsi moramo nekako začeti z malim, se pravi, malo kilometrov, počasi, potem pa imamo vedno večje cilje, vedno večje želje, imamo vedno večjo motivacijo in gremo naprej. Se pravi, leta 2000 sem pretekel prvih 10 km. Potem pa čez 6 let že polmaraton v Ljubljani. In gledajte, Berlin, 4 leta kasneje, se pravi leta 2010, pa v Berlinu prvi maraton. Vsi najbrž poznate Urbana Pravrtnika, tekaškega trenerja iz Ljubljane, ki je pravzaprav meni blizu, se nekako poznava, se pogovarjamo, grem daj na njegovo tekaško šolo in on je tole rekel, tečemo, da življenje ne teče mimo nas. To sem se jaz izbral kot recimo neki moto pri predstavitvi tekov. O čem bomo danes govorili? Zelo nakratko tek in zdravje, potem kaj je to maraton oziroma odkot izhaja pač ime, potem kaj pomeni About World Marathon Manager, kaj pomeni 7 zvezdic, kaj pomeni 6 zvezdic in največ časa bomo posvetili tem 7 maratonom v teh 7 mestih. Vsi si želimo, da bi nekako zdravo živeli, da bi bili zdravi, da bi dolgo in dobro živeli, vendar je ta dejavnik, ki vpliva na to naše zdravje, pač je več dejavnikov, no in eden izmed teh dejavnikov je tudi naš življenjski stil. Je tisto, kar so nam starši dali,
je prehrana in še marsikaj drugega. Seveda je pa zelo pomembna športna aktivnost, ki prispeva k našemu zdravju. Ali je to košarka, plavanje, smučanje, karkoli, samo da je šport. Jaz sem si pač tukaj zdaj izbral tek, ki je meni najbližji, katerega pač z veseljem delam oziroma uživam in je moja druga ljubezen. Žena je pa prva, pa ne vem, ki je. Se skriva. Dobro, malo se hecamo, ampak je res. Tako da je tek tisti, ki, bom rekel, dobro dane človeku od glave do pete. Se pravi, zdrav duh v zdravem telesu. Če rečem za glavo, se pravi, možgani, demenca, nas mogoče malo kasneje zadane, potem, kar se tiče pljuč, pa srca, imamo močnejša pljuča, močnejše srce, smo recimo bolj nekako se upiramo v stresu. Veliko teh dejavnikov je. In tek je pravzaprav brezplačno zdravilo. Zakaj? Ker je zelo enostavno, vzamemo copate, se obujemo, nekaj oblečemo in gremo. Kjerkoli, kadarkoli. Bom rekel, ni problema. Seveda je pa počutje tisto, kar nam potem po koncu teka daje. Veselje, samozavest. Sem sposoben preteči toliko in toliko kilometrov v točnem in točnem času. Pač vsak za sebe točno ve, kaj je tisto za njega najboljše. Gremo naprej na maraton. Mi lahko kdo pove, odkot pa pravzaprav to ime izvira. Se pravi, skoraj 500 let nazaj pred našim štetjem, so se Perzijci pa Grki na Atenskem polju pač spopadli, Atenci so zmagali in ta Filipid, ta vojak, tekač, je veliko malo vezist, je tekel od maratonskega polja do Aten, 40 km. In potem, ko je izjavil, da so Atenci premagali Perzijce, se je od napora zgrudil, padel, umrl in leta 1896 so nekako tudi temu dogodku v čas nekako imeli prve olimpijske igre, tudi maraton in se pač iz tega maratonskega polja, ker je tam tudi kraj maraton, imenuje pač maraton, ki je bil začetka različnih razdalj, od 40 do 43 km. Šele leta 1921 so določili to razdaljo 42 km 195 metrov. To je kriva bila pravzaprav kraljica angleška. V tistem času 1908. leta so bile olimpijske igre v Angliji. In ona je rekla, da ne bom jaz iz moje hiše, iz mojega okna, tako daleč gledala, kje je cilj, dajte pridite malo bliže. Bom jaz tule gledala, tule videla. In to je bilo tistih par 10-100 metrov. No in prve olimpijske igre, ki so imele to razdaljo, so bile 7. olimpijske igre v Parizu. Ta About World Marathon Major, ki ga pravzaprav vidite tudi tukaj gor, teh 7 maratonov na današnji dan, je neka organizacija, ki se ukvarja z maratoni, z prvenstvom maratoncov, z maratonci po celem svetu, ki pridejo na teh 7 določenih lokacij oziroma maratonov. Zapravi, oni spremljajo rezultate vseh tekačev. Teh tekačev je pa, bi rekel, z eno besedo malo morje. Zelo veliko, če smo rekli, v New Yorku 59,000 jih je lani teklo. In oni pač spremljajo rezultate in prvih 5 tekačev na vsakem maratonu dobijo točke, od 5 do 1. Seveda dobijo tudi denar. To so najboljši tekači, ki dosegajo najboljše rekorde oziroma rezultate na teh maratonih oziroma tudi na svetu. Prijava. Na kakšen način se prijaviš na ta maraton, eden ali pa drugi? Se pravi, prej sem že omenil, tisti najboljši tekači so povabljeni. Potem naslednja, veliko skupina tekačev so tisti, ki imajo zelo dober čas. Za mojih 67 let, če bi hotel iti v Boston, bi mogel imeti čas 4 ure 15 minut. Nažalost,
mimo tega, ne? Se pravi, se ne morem počasi uvrstiti. Potem pa mi ostane v največji meri žrebanje. To je tudi pravzaprav najcenejša varianta, ker se pač prijavi določeno število ljudi, izžrebajo jih 5%, 3%. Si morate misliti, letos aprila, ko bo v Londonu maraton, ki bo teklo 50, 55, mogoče 61 tisoč tekačev, se je prijavilo 1.300.000 ljudi. Se pravi, kakva mala možnost je, da prideš z žrebanjem na ta tek. Ampak obstaja pa tole, se pravi turistične ali dobrodelne organizacije. Turistične agencije ti ponudijo zagotovljen stop na maraton in hotel. Hotel je ponavadi malo boljše, bi rekel, kategorije, tako da je vse skupaj malo dražje, res je. Dobrodelna organizacija ti pa ponudi samo vstop, ampak moraš pač plačati nekaj denar, da prideš na ta maraton. Letalo, hotel in vse ostale stvari si moraš pa sam urediti. Priprave, trening, tekma. Jaz tečem celo leto. Vsak teden, enkrat, dvakrat, 10 km, 5 km, 15 km, pač v odvisnosti. Kak sem razpoložen, pa kakšno je tudi malo vreme in take stvari. 3 mesece pred maratonom pa začnem to količino teka povečevati. Vsak 3. dan tečem. Ne tečem zdaj vsak dan, ampak ne vsak 3. dan in povečujem število kilometrov. In zadnji mesec, zadnje 3 tedne, pretečem enkrat v tednu 30 km. To je največ, kar pretečem za trening. Tekma je pa, smo rekli, 42 km. Kaj pa sama tekma? Kot je že gospod rekel, ko je bil v New Yorku. Pri meni je bilo 47.000 tekačev leta 2011. Kot ste rekli, 2 milijona ljudi ob progi. Cela Slovenija, gremo tja novembra. To bomo navijali mi na Miss New Yorkčano. Glasba, glavnem vzdušje. In ko bom pokazal New York, bom povedal, zakaj bi še enkrat šel v New York. Mogoče je gospod malo že razmišlja, kaj je tisto, kar pri meni prevaga. Kaj bi pa pri gospodu prevagalo, bo pa sam pri sebi živelo. Prosim? Te letnice, se pravi Boston, 1 leto po prvih olimpijskih igrah so organizirali prvi maraton na svetu. In je najstarejši maraton na svetu. Potem pa še ostali kraji. Vse največkrat, recimo London je že tudi prej imel maratone, ampak so se drugače imenovali, drugačna trasa, kakorkoli. In potem, ko je ta About World Marathon Major, ta organizacija iz Chicaga iz Amerike, ko so se pač združili oziroma pač se nekako povezali, so pa rekli, od takrat naprej bomo šteli londonski maraton, bostonski in vse ostale. To so ti kraji, ti maratoni z datumom in časom. Vidite, med Bostonom in med Tokijo je 7 let. Prvič na Tokijo sem najtežje prišel preko dobrodelne organizacije in bil sem žreban oziroma določeno leto je bilo 2020. Najprej se vsi spomnite, kaj je bilo leta 2020. Pa tudi 21 ni bilo nobenih tekem. Potem so mi pa rekli, ali boš tekel 22 ali 23. In ker sem šel leta 23 v pokoj, sem rekel, 23 grem, to bom brez problema tekel. Žena je šla tudi takrat v pokoj, smo si lahko malo v narekovaju privošla, da smo brez problema šla na to tekmo. Se pravi, Sydney pa čisto na koncu lani avgusta. 6 zvezdic, 7 zvezdic. Več kot 22.000 tekačev je tistih, ko so pretekli vseh 6 maratonov. Se pravi, do Sydneyja. Se pravi, Sydney je 7. zvezdica. 6 zvezdic so vsi ostali maratoni. V Sloveniji je nas takih 55. V tej knjigi je napisanih teh 22.000, tudi Slovencov.
Tu pa vidite tistih 15 Slovencev, ki je pa preteklo 7 maratonov, se pravi še Sidney zraven. In prva, ki je pretekla 7 največjih maratonov na svetu, v Sloveniji, je bila gospa Marija Brumen iz okolice Maribora. Ne so priznali že predlanski Sidney, potem lani marca je pretekla Tokio in je imela 7 zvezdic. Glavnem, jaz jo poznam, bila je tudi v Celju meseca junija, ko je bil tukaj v parku tek, tako da ja, je lahko ponosna na sebe. Svetovni rekord v maratonu je 2 uri pa 35 sekund. Mogoče poznate to zgodbo od tega tekača iz Kenije. 23. leta v Chicagu ga je dosegel, potem pa naslednjo leto, čez par mesecev, v letu 2024, sta se s trenerjem z avtom v Keniji peljala in se zaletela v drevo in oba umrla. Tako da, žalostna zgodba. No, to so zdaj vsi ti maratoni po celem svetu, se pravi 3 v Evropi, 2 v Evropi, 3 v Ameriki, pa Avstralija, pa Japonska. Pa gremo najprej na Berlin. Prvi moj maraton. Tukaj imam štartno številko, ki sem jo takrat imel. Tukaj imam vrečko, v kateri smo na sejlu dvignali štartno številko, majico, pa mogoče še kakšen prospektni material. Tukaj imam tako plastično balerino iz folije, ker je takrat malo deževalo. Mogoče kakšno uro, 2 uri, potem pa ne več. Ampak nekaj časa je fajn, da imaš gor, si malo kasneje čist moker. Bom rekel dogat, ne? Tukaj je omenjen tudi Primož Kobe. On je takrat iskal normo za olimpijske igre v Londonu 2 leti kasneje in jo je potem naslednjo leto šele v Italiji dosegel. Cilj in start pa v Brandenburških vratih. Tu je proga, start na ulici 17. junija in potem po celem mestu, okrog največjih znamenitosti mesta, se pravi cilj tudi nekje v tisti višini Brandenburških vrat. Se pravi, vidite to štartno številko, vidite to zeleno, no to pa je moja glasba takrat, da sem še malo v tistem času, ko čakaš na štart, kakšno uro ali pa celo več, da nisi bil takoj premočen. No, to je ta Brandenburška vrata, to smo že ženo, ko je bilo konc maratona, to vidite ta 2 kolesni voz z 4 konji in gor na vrhu je boginja miru. Tu Berlin, muzejski otok, z reko Spree, vidite ta TV stolp, tu je tale največja berlinska cerkev, parlament, za to stekleno kupolo, ta steber zmage, tu na vrhu je boginja zmage, tu smo leteli, levo, desno. Olimpijski stadion, ki je bil zgrajen 2 leti pred letom 1936, ko so bile olimpijske igre v Berlinu. No, to je ta protestantska največja berlinska katedrala. Kontrolna točka Charlie, vse veste, Berlin je bil takrat kar nekaj let, od 61. do 89. leta pač obkoljen, pa zaprav je bil 150 km zidu okoli Berlina, vzhod pa zahod. Države so se razdelile. Zakaj se pa imenuje Charlie? Alfa, Bravo, Charlie, to imamo vojaki, neko tablico črkovanja. To je bil 3. prehod, ki je bil zgrajen v tistem času, zato se pač imenuje Charlie. Pa Kolonenstraße. Prosim? Je pa Kolonenstraße. Kolonenstraße? Ja. To pa ne vem. A veste, zakaj se reče Kolonenstraße? Zato, ko so Je bila na kolone. vem kakve kolone, ko so vrstni črnega drama. In še danes ima tista ulica ime Kolonenstraße. Sonja, daj si zapomnil, šel pogledati, kje to je. Internet se pove, ne? Ja. Ne panike. Hvala lepa. Poznate tega gospoda? Dorija. Se veste, leta 95. Ma kaj je bilo tam? On je bil na Kolonenstraße. A on je bil? Elizabeta.
Jurij Klošter, oziroma ne tam nekje, en kraj pri Laškem, je imel pač eno zadevo in potem je mogel iti v Berlin leta 1995 in potem je ostal 3 leta nazaj v Berlinu, zdaj je pa v Münchnu. Tam je 6 do celo Evropo. Ja. No in midva z ženo smo stanovala v tistem hostlu Sveta Elizabeta zraven cerkve. To smo se pelala z avtom, 1000 km, 12 ur, ok, glavnem blizu, zato je tudi bil Berlin moja prva izbira. Pa tudi zaradi tega, ker je zelo ravn maraton, oziroma cesta, ni velikih sponov. No, zdaj pa gremo na New York, se pravi leta 2011, 47 000, zdaj sem še marsikaj povedal okrog tega, no, iz Slovenije nas je bilo 38, start Verrazzano, Narrows Bridge, Staten Island, in potem iz Manhattana so nas tja z ladjo pelali, potem pa mi štartamo po teh 5 predelih New Yorka, cilj je na Manhattanu v centralnem parku. Zanimivost, leta 1977 je 8-letni fant takrat na maratonu dosegel čas, skoraj neverjetno, 3 ure pa še nekaj. No, zdaj pravzaprav moraš biti star 18 let, če hočeš iti na maraton. To sem še povedal, lansko leto, Chris Gulič, 80 let, lani je imel čas 4 ure in 21 minut. Hvala Bogu, oziroma čas smo, ne, taki čas dosegel. No, to vidite, zdaj Staten Island, da smo leteli čez ta most, Brooklyn, Queens, Bronx in Manhattan. To pa je ta most, zaradi katerega bi še šel enkrat na maraton v New York. Ko ste vi tukaj in se obrnete nazaj in 47 000 ljudi teče proti tebi, to je takšen dogodek, ga še moraš, vsaj jaz, enkrat doživeti. Mogoče mi bo kdaj uspelo še priti enkrat na ta tek. Je pa res, da je ta most dolg 1,3 km nad morjem, 3 km cela dolžina, 2 skupini tečeta zgoraj, 1 skupina spodaj in po 5 km se združimo in potem je že malo bolj normalno zateči. Ker če bi vsi naenkrat štartali kaos. No, potem tu je nekje na sredini proge, tu nekje, ko me žena slika, no, to smo že z medaljo. No, to je zdaj novejša slika iz interneta, vidite ta VTC, saj veste, da 2001, ko je bil tisti napad, ko sta enka pa dvojka pa sedmika se porušili in potem so zgradili novega, malo stran in je najvišja stavba v Ameriki, 541 metrov. Na tistih 2 mestih, ko sta bila pa enka pa dvojka VTC, so pa zdaj take bazeni, voda teče in tam nekje malo manj kot 3000 imen okrog je napisanih žrtev tega dogodka. Jaz sem bil eno leto pred tem, ko si porušil na teh dvojčkih. Eno leto ni prej. Pač na enem od teh 2 dvojčkov? Ja, da. Aha. Ja, da. Super. Eno leto povedal, čezbeno točka. No, to je ta kip svobode. Se pravi, tu je tudi ta boginja svobode. Francozi so to podarili Američanom oziroma New Yorkčanom 100 let po 100 let, pač ko je bila 100 leta obletnica njihove neodvisnosti od Angležov. No, to je pa ta železniška postaja, Grand Central. Če je kakšen film, kakšen spot, video, karkoli velika se dogaja na tej železniški postaji. Broadway in ta Times Square, to sta pač zelo take tipični lokaciji v New Yorku, gledališča, mi z ženo smo uspela iti v eno gledališče, musical Mamma Mia, se pravi, tu se na cesti dogaja marsikaj. Možete si misliti, da je tole datum na začetku novembra, ni glih tako toplo. Ampak tale je prav bolj mogoče, da ga kdo že videl, škorni, hlače kratke, klobuk, kitara in lepe punce v rokah. Kadarkoli sem šel mimo, je imel kaj v rokah, kaj prijetnega, kaj lepega. Ja, no, to je pa ta Mamma Mia na Broadway, ko smo gledala. In prva zadeva, ko prideš v Ameriko, se tudi zaveš tega, da, saj jaz takrat smo še bili nekje, ali pa tudi dan danes, pravzaprav, smo na Balkanu. In ko sem jaz prišel v to gledališče, tako je fotoaparat slikati, prva slika, druga slika. Me je že eden prav po rami, no picture,
Ok, hvala Bogu, da mi ni fotoaparat vzel, tisto, da sem ga pospravil. To se mi je še večkrat tako zgodilo. Mi mislimo, da lahko vse vidimo, vse posod gremo, ni res. Če je tam zunaj tisti vratar, pač, če me pustijo, ne pustijo. Potem smo si pa sposodila avto in šla 400 km od New Yorka preko Filadelfije, Baltimora do Washingtona, bila tam 2-3 ure in se vrnila nazaj v New York. Washington, Bela hiša, pač tu predsednik živi. Mogoče kdo ve, zakaj je Bela hiša? Se pravi, ta hiša je bila zgrajena 1792 leta, tam nekje, in 1901 so jo pobarvali na belo. Ime od tega, ker so jo pač preštrihali na belo. No, zdaj pa pridemo v London, leta 2013, iz Slovenije samo jaz. Nisem še preveril, oziroma, da bi kdo rekel, da je bil še kdo. V glavnem, če se spomnite, en teden pred tem maratonom je v Bostonu bila tista eksplozija. Ko sta 2 umrla, pa 260 je bilo ranjenih. In takrat, ne vem, se je mogoče tudi kdo strašil iti na ta maraton. Jaz sem šel, na Brniku sem dal izjavo za TV Planet, a se bojim, a se ne bojim. Tudi ko kaj karto imam, želeba sem bil, gremo, ne. Bilo je pa 40% več policistov, ampak jaz nisem nobenega videl, saj ne v uniformi, se pravi, so mogli biti v civilu. Imeli smo pa na štartu 30-sekundni, pač nekaj smo se poklonili tem žrtvam pa poškodovanim v Bostonu, ko je bilo en teden brez. Se pravi, lani jih je bilo 56 000. London je najbolj znan maraton po dobrodelnosti. 98 milijonov evrov zberejo, oziroma so zbrali lani. Ljubljanski maraton zbere 2 leti nazaj 10 000 evrov. Tak malo za primerjavo. To je pač proga, se pravi, na Greenwichu smo štartali in potem nekje po reki Temzi, pa nazaj, pa spet in pri Buckinghamski palači je cilj. Tu prihajamo na to zelenico. Se pravi, tu imamo vrečke z civilno obleko, ki potem na cilju dobimo. To je ta Greenwich, to je meni zelo všeč, ta lepa slika zelo. In vidite, tu so vse te neke pomorske stvari, ta Greenwich je znan potem. Pa tudi po tem kraljevem observatoriju, ta nulti poldnevnik, se pravi, ki deli levo pa desno, vzhod pa na zahod, in tudi ta srednji čas. Se pravi, če je v Londonu ura 12, koliko je potem v Sloveniji? 1, v Rigi pa že 2. Sorodnici, tam je skrajno desno, bodo vedeli, zakaj sem omenil Rigo, zato ker tam živi naš starejši sin za svojo družino. Westminsterska palača, 3 stolpi, najbolj znan je ta Elizabetin, mi ga pač najbolj poznamo po vzdevku Big Ben, ki je 96 metrov visok, ima 5 zvonov. Kaj menite, koliko je najtežji zvon težak? 14 ton. Vedno rečem, v konicah imamo pa 3 zvonove in najtežji je 3 tone, ne? Tako spet malo primerjati. Buckinghamska palača, tu pač živi kralj, uraduje Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in imajo 775 sob. Se pravi, da se lepo malo skrijejo pred kom, če je treba. In tu so menjava straže znotraj te stavbe in tu gor pač večkrat pozdravljajo pač ljudi, Londončane ali pa kdo pač pride okrog. Hyde Park, se pravi, tu so koncerti, tu so demonstracije, zelo zanimiv park. Tudi tu sem jaz mislil, da bom prišel tja, pa me bo 5, 10, 20 tisoč ljudi poslušalo, a ni glih tak. Poslušala me je žena, pa moče še kdo, zato ko vsaka skupina, oziroma, ali pa kak naj rečem, vsaka skupina ljudi je pač za sebe, ne? In je to več takih različnih skupin. Speaker corners, ponavadi rečejo.
Chicago ali Chicago? Kak je prav? Tukaj v Celju, mislim, da je Lemeta. Oni so mi rekli, Slovenci rečemo Chicago. Angleško govoreči ljudje pa rečejo bolj tak Chicago. Ampak kar mi napišemo, je pa eno in drugo. Se pravi, start je bil tukaj v tem parku, Grand Park, in potem do cilja. Tudi precej ljudi, v krogi 1,7 milijona. In takrat leta 14 je zmagala tale Kenika, Rita Jeptu. A veste, ona je uživala drogo, to so ugotovili in so ji vzeli zmago. Leta 93 sta tekla fant pa punca. Po 13 kilometrih sta se ustavila, si dala svečane obleke gor, se poročila, obleke dala stran in kot mož in žena tekla naprej. Malo manj vesela zgodba je ta, leta 2007, zelo vroče je bilo, 31 stopinj, eden je umrl, 30 ljudi je šlo v bolnico, 400 jih je iskalo pomoč, po 3 urah in pol so prekinili oziroma postavili maraton. No, lani je bilo v Chicagu 54 tisoč ljudi. Ta ulica, na kateri je star cilj, kakšna slika, tudi z kakšnim domačinom, ki ima zastavo Chicaga. Na koncu srečanje z ženo po 5 urah, recimo. Chicago, se pravi, vidite te ulice, ceste, to so zelo tako ravne in če je lepo vreme, se vidi 130 km daleč. Najbolj znana stavba v Chicagu je tale in če boste videli, da je te dve anteni, kot to črno, temno, rjavo stavbo, boste videli, da je to Chicago. Tony Snell, ko je igral za Chicago Bullse, Michael Jordan naj bi bil najboljši košarkaš na svetu, ne vem. Zopet nisem smel iti v dvorano. Ne, ja pa sem rekel, pa sem Slovenija, pa sem daleč prišel. Ne. Ja pa, gledajte, prišlo, ma ne gre. Ne, če rečejo ne, pa ni ne. Če ste v Chicagu, skoraj morate probati tole globoko pico, ki je res nekaj posebnega, malo debelejša, malo zarobljen rob. Zanimivo je pa to, da se ta pica ima glih obratni nadev kot pri nas. Kaj mi damo na začetku, da je oni na koncu. No in še ta cesta, vseh cest, cest iz Chicaga do Los Angelesa, malo manj kot 4000 km. Zdaj so nekateri odseki še vidijo od takrat, 1929. leta, ampak glavne so bolj to kakšne dovozne ceste ali pa kaj podobnega, ali so preplastene z asfaltom, avtocesto ali kakorkoli. Glavne, veliko se ne vozijo več po tej cesti. Mi da smo želela iti iz Chicaga do St. Louisa. Nekje smo prišla, mislim, da je tudi Bloomington. Ko smo tam prespala, ker naslednji dan smo mogli iti na letališče, avto vrneti. Ta prvo, ko me je vprašala gospa, izkot se, rekel iz Slovenije. Izkot, iz Konic, Škavce, vinorodno moče. Je rekla, ma kak je vino nekaj, če imate nafto, je v redu, če ne imate pa... Se pravi, pri njih je samo nafta, pa nič druga. Saj, tak je bil moja izkušnja. No, zdaj pa gremo na najstarejši maraton na svetu. Ta pa je edini maraton, ki je v ponedeljek. Ker takrat imajo oni neko obletnico, ko so se osvobodili od Angležov. Zelo razgibana proga, mladi gledalci, start je pa v Hopkintonu 40 km stran, te z avtobusi pripeljajo, potem pa lepo gremo, tečemo proti Bostonu. Kaj pa tale Kubanka? Kaj pa ona naredila leta 1980 v Bostonu? Ona je rekla, jaz ne bom 42 km tekla, jaz bom tekla samo 800 metrov.
800 metrov pred ciljem je šla na progo, tekla, zmagala, ampak pa so videli, da jo ni nikjer na sliki. Seveda so ji zmago vzeli. Ampak ona je frajerka, ne? Ona je še 1 leto predtem isto naredila v New Yorku. Pa so to ugotovili, zopet so jo diskvalificirali. Ne? Tako da nisem pa zasledil, če še tretjič poskusila, kje je. No, to je ta proga, Hopkintonsko stopja. Tule vidite profil. Ne, to je prej gospod vprašal, ne vem točno že kdo je bil, mislim, kateri maraton je najtežji. Mogoče Boston, Sydney, ne vem, težko rečem, ampak tule je tale hrib, to je malo pred ciljem. Ko tu prek prideš, pa vidiš Boston daleč, potem si zmagal, ker tistih par kilometrov boš pa že preživel. Ne? Drugače pa hodimo peš, ali pa pojemo kakšno zadevo. Ne hodič, da ne bi prišli do cilja, ne? Če si se že enkrat odločil. Tale Velesled, to kraj nekje na Sardini, je zanimiv potem, ker je tam univerza. Na tisto univerzo pridejo samo študentke, ki pa študirajo kakšno umetnost, ali glasbo, ali slika, baleta, tako. Ampak še nekaj je zanimivo. Boste videli na naslednji sliki. Jaz nisem imel te sreče, da bi ob progi videl te študentke, da bi dobil poljub. Tako da kdaj drugič. No, dobil sem pa tole, ne vem, če se vidi, vrtnico. Te punce so nam tekačem dajale vrtnico. In letel sem z vrtnico do cilja in potem tisto vrtnico podaril pač enim 2 ženskama, ki sta bila del organizacijskega odbora. Tako da nažalost nisem prinesel v Slovenijo, ker najbrž ne bi preživeli. No, to je pa ta ulica, Bolston Street, in to je ta cilj. Tule smo 3 na sliki. Tale gospod iz Konic, Stefanja, veterinar, Jožef Plankl, če ga kdo pozna, je umrl leta 2023, 1 teden pred tem, ko bi mogel iti v Tokio. Nismo šla skupaj. On je šel v sredo, bi šel v sredo, jaz pa v torek. In midva v torek smo šla. Jaz sem ga klical, nisem oglasil, nisem vedel zakaj, ker običajno se je vsaj kakšen dan, 2 dni kasneje oglasil. Ko sem pa potem prišel nazaj iz maratona, me je pa žena poklicala, pa je rekla, da je pač tako umrl v petek, se pravi te 3-4 dni prej, ko bi mogel iti v Tokio. Ta gospod je pa iz Beograda, Vučić Stepanović, tu še en manjka, še en Beograjčan. V Boston sem lahko tako prišel, da sem šel preko ene turistične agencije, ampak sem mogel zagotoviti 4 tekače. 2 iz Konic in 2 iz Beograda. Ta drugi iz Beograda je imel s sabo ženo, pa ni htel spati, ne, na 2 poslah, da bi 4 spali, pa ne vem, kam bi ženo dal. Je on spal v svojem hotelu, v svoji sobi, mi 3 smo pa spali na 2 poslah, se pravi 2 smo mogla spati na 1 poslu. Ni problema. A poznate to gospod? Ja. Naj bi bila 4-krat v Sloveniji. Ta prva slika levo, ne vem, a iz leta 2009 ali 2013 v Vitanju. Ta slika desna je pa iz 25. oktobra lani, ko je bila v Leša, tam, kjer je bila njena stara mama doma, se je rodila oziroma tam živela. In smo dobili en takle, bi rekel, spominček in sam sem se slikal. Če bo kdo šel kdaj v Leše pri Tržiču, tam je zdaj iz šole napravljen muzej in so njene stvari tam, od uniforme pa še kakšne druge stvari. A veste, da je ona leta 2007 tekla maraton na vesoljski postavi. Istočasno njena mlajša sestra na tleh v Bostonu. In ta Sunita je imela čas 4 ure pa 24 minut. In ko je bila zdaj v Vitanju par dni nazaj in ko sem jo vprašal, kako je bil tisti maraton na vesoljski postaji, je rekla, da je dol spodaj, ko je sestra tekla, je bilo slabo vreme, ona gor je imela v redu vreme, ne? Ampak bila je pa nekako pripeta, ne, na tisto tekaško stezo, po 1 uri ni noben problem. Po 2-3 urah pa to, vete, začne ribati, pa ti pasovi,
voda ne gre nikamor, voda ostane na telesu. Glavne so malo specifični pogoji tega, ne? In je rekla na koncu, da ko so bile 21, 22, 23 mil, ko je tu bil pač displej, si je mislil, kak bi bilo fajn, da bi ta displej pa ta tekaška steza se pokvarila. Je že bilo malo hudo. Ampak dobro je, ko sem že tak dalč prišla, ne? Potem pa sem šla do konca, pa je potrpela. Prosim? A zna kako slovensko besede? Mislim, da sem lani v Lešah, oktobra 25. slišal, da nas je pozdravila. Pozdravljeni Lešani ali nekaj takega je rekla. Drugač pa, kot veste, je včeraj odletela v Indijo, ne, ker je pol Slovenka po mami, pol Indika po očetu. No, to je pa to. Kot te vidite, s tem je pripasana, pa tu ima nekaj tiste jermena. No, to je pa slika od tistega bombnega napada, ko smo rekli, da je sta ta dva mrtva pa čez 200 ranjenih. Boston ni veliko mesto, 700,000 prebivalcev ima, tale največja stavba, no to je ta ulica, tudi je cilj bil, to je neki park, ampak je najbolj znana po najstarejši univerzi v Ameriki, Harvardu. No to je ta Harvard, tu je ta gospod, John Harvard, ki je 1600 leta, bil pač nekako ustanovitelj te univerze najstarejše. Tu sem bil v eni knjižnici oziroma papirnici, ki so imeli tudi nekaj knjig v Sloveniji, kot vidite, ima Harvard največjo knjižnico na svetu, mogoče boste vi to potrdili, ali pa rekli, tudi mas nimate prav, imajo pa je 20 milijonov knjig. Tak podatek sem dobil. No, tale gospod je zbiral denar za frizerja. Glede na to, da sem se slikal zraven, še majca oziroma nahrbtnik Ljubljanskega maratona, smo se razumela, ko sem bil pa v New Yorku, ista zgodba. Eden je tam igral na harmonko, denar zbiral, jaz sem rekel, če mi da harmonko, da imam zaigram vsaj na planincah, to znam, ampak je hitro pograbil harmonko, je dal notri v kovček in pobegnil. Ne vem, če je mislil balkansko, mi je sigurno harmonko ukradel. No, in gremo na Tokio. No, to nas je bilo kar 17 iz Slovenije. Dan, ko se družimo, to pomeni tekači, prostovoljci v progi in gledalci. Neverjetna energija ob progi. 1 milijon gledalcev, kar precej, no, ansambli bobni, to je njihovo ljudsko glasbilo. Obiskala smo veleposlaništvo v Tokio. Proga gre iz Shinjuka, pač po mestu, tule je Asakusa, to je največji tempelj, budistični na Japonskem in je, bi rekel, tak objekt, ki ga obišče največ ljudi na svetu, 30 milijonov. Potem je tule Ginza, najbolj prestižni del Tokija in cilj je bil na železniški postaji. Ta železniška postaja na dan mimo nje, ali pa se ustavi 4000 vlakov. 500,000 ljudi gre tam čez. Ampak v Guinnessovo knjigo rekorda je opisan Shinjuku. Tam pa gre 4 milijone ljudi čez, ker je povezuje vzhodni pa zahodni del Tokija in ima ta postaja podzemne železnice, ne vem kar vse, 200 izhodov. Kot ima Celje? Enega, dva, dobro, če greš tam levo, pa 3, ok. Koliko moje zamud? Zamud, z ženo, bom malo kasneje video pokazal, Shinkansen. To je pravzaprav veriga teh, kako se reče, železniških prog po japonskem, hitrih, se pravi, tam vozijo vlaki več kot 250 km/h. In ko so imeli zamude 2 sekundi, so se po zvočniku upravičili. Sem odgovoril? 13 sekund je minister za promet. Zamude 13 sekund.
K na K. A bi mogoče kdo vedel, kaj je to K na K? Mogoče. Kot sem rekel, na Tokio sem najtežje prišel in šel preko dobrodelne organizacije, K na K. Dobili smo tudi, to so Slovenijo mi poslali ta trak in sem ga potem nesel na maraton in smo ga imeli pač takle okrog, ko smo tekli. To je Otroci brez meja, ki podpira, ta dobrodelna organizacija podpira izobraževanje otrok v Kambodži, Vietnamu in na Filipini. Ti imaš možnost med 25 dobrodelnimi organizacijami izbrati. Jaz sem, ker sem bil učitelj, sem izbral pač izobraževanje. Nekaj si pa izbral tudi karkoli druge, povezano z zdravjem človeka, rak, karkoli. To je na startu. Se pravi, tečemo tudi tako v Ljubljani, kjerkoli druge, po eni strani ceste dol, po drugi strani gor. Vedno se ženo srečava nekje na sredini poti, zastava obvezno in potem jaz slikam, ko se takle tečem, vidite bobni eni, bobni drugi, ples, glavnem res. Če bi šel v New York še enkrat, bi šel zaradi tistega pogleda čez most. Če bi šel še na en maraton, od teh 7 bi šel v Tokio zaradi glasbe. Ker je to neverjetno, koliko glasbenih skupin, plesnih skupin je ob progi. Japonska, 5 velikih otokov, drugače jih imajo pa 7000. No, videl sem se peljala iz Tokija preko Nagoje do Kyoto, potem smo šla tudi v Osako in do Hirošime. Tokio. Ne vem, kaj ne rečem. Gledam, kamorkoli pogledaš, ko vidiš samo mesto. Visoke stavbe, neonske luči, steklo, trgovine. Red pa, tako kot ste vi rekli, 13 sekund pa je minister odstopil. Tam ne vidiš smeti oziroma smetnjakov, ker ni smeti, ker oni to vse pospravijo prej ali pa kasneje imajo v žepi, To je vzhodna prestolnica. Katera je pa zahodna prestolnica? Kyoto. Ta vlak nas je peljal do sejma, kjer smo štartno številko dvignili in je brez voznika. To je ta Shinkansen, ki vozi, smo rekli, 250 km/h ali več. Shibuya, to je pa človeško mravlišče. Tule gor smo bila z ženo, kaj to Starbucks coffee, in smo gledala, v največji gužvi gre čez vseh te ceste, čez to križišče 2000 ljudi naenkrat. No, takrat, ko smo videla gledala, jih je bilo malo manj, ker je bilo recimo 1000, tako od oka, Tale gospod je doktor kemije, že 20 let živi v Tokiu in je poročen z Japonko. Šli smo v en taki mali buffet, bi rekel pajzen, ampak ful zanimivo, malo prigrizka smo imeli, pivo in koliko smo tem japonskim, 2 para sta bila pokazali medalje od Tokija in za 6 teh največjih maratonov. Prej sem pozabil pokazati, ko preteče 6 največjih maratonov na svetu brez Sydneya, dobiš takole medaljo. Se pravi, tam vidite medalje od vsakega maratona posebej, tule je pa pravzaprav vseh teh 6 medalj združenih. V Sydneyju lani 31. avgusta smo pa dobili tole medaljo. In ko sem jaz domov prinesel, in ko me je moj vnuk, 7 let star, vprašal, dedi, kdo je pa tudi to medaljo pogrizil? Sem rekel, pa noben jo ni pogrizil, to je od Sydneyske opere, če se spomnite. Je rekel, dedi, zakaj pa tu luknja? A sem rekel, to pa ne vem. In sem pisal organizatorju, in je rekel, da to je pa spomin na olimpijske igre leta 2000 v Sydneyju, ko so bile. No, takrat je maraton tekel Roman Kejžar, imel je pa 2 uri
26 minut, 36 v nekaj. Na dva tekača, ko sta na Celjskem maratonu, moramo narediti, da sta šla tja, za Boston sta tekmovala. Bili so mi pa dali, takrat še Bosna ni bila organizacija, niso vedeli, Celjski maraton smo potrdili, kar na roke imeli. So šla na podlagi dika rezultata na New York maraton. Kdo pa je na desni strani, na desni sliki? Tine Urnaut, tako ja. V glavnem, on je igral odbojko za eno ekipo iz Nagoje in oni so prišli v Tokio in so soboto igrali eno tekmo, na nedeljo še enkrat drugo tekmo in je ta Urnaut za svojo prijateljico iz Hrvaške, pa z mamo pa Ato, v istem hotelu stanoval kot mi z ženo. Pa smo se slučajno srečali, pa smo potem kakšno rekli. Šla smo na izlet tudi 100 km stran od Tokija, ko je ta gora Fuji. Nismo prišli delko do 1200 metrov, to pomeni prve postaje, je pa 5 postaj na 2200 metrov, pa slabo vreme je bilo, ampak vsaj tokrat se je vidno. Drugače pa 5 mesecev ta gora 3600 ali nekaj takega visoka pod snegom. No, potem, ko smo šla v Hirošimo, je tale otok Miyajima. Tam imajo budistične temple ali pa tale svetišča. In to je svetišče, mi bo kdo pomagal? Šintoistično svetišče, ok. No in tole so vrata. In ko vi vidite to sliko, vidite enkrat z vodo ali pa brez vode. Se pravi, mi smo pač takrat, ko smo tam bila, je pač bila voda, to je bilo marca, lebdeča vrata. No, to pa najbolj vsi poznate to sliko, se pravi ta atomska bomba, ki je takrat leta 1945 padla na Hirošimo, avgusta. Ta stavba je edina, ki je nekako najbližje epicentru ostala še dokaj neko, da se je še videla neka zgrada. No in gremo še na zadnji maraton, Sydney, 31.8. lansko leto. To nas je bilo pa kar precej že iz Slovenije. Start je bil v severnem delu Sydneja, potem pa po mestu, levo, desno, dole, da tako rečem, in cilj pri Sydneyski operi. No, ti so pa zbrali samo 5 milijonov evrov primerjave z Londonom čez 90 milijonov. No, to vidite, Sydneysko opero. Kaj pa tale slika, mislite, da je pomotoma tukaj? Ali ima kakšno povezavo z Sydneyjem? Tale slika, 19. oktober 2025, ko je gospa tekla polmaraton na Ljubljanskem maratonu, Kazimira Lužnik, ne? Zakaj sem to sliko sem dal? Zato, ker je ona na 31.8. leta 2025, ko sem jaz tekel maraton v Sydneyju, ona praznovala 91. rojstni dan. In sem ji to zgodbo tudi povedal. In sem rekel, moram narediti eno sliko in zdaj z veseljem pokažem to sliko. Je najstarejša udeleženka Ljubljanskega maratona. No, to je ta proga iz severa Sydneyja, pač potem do cilja Sydneyska opera, ko smo dvignili štartno številko. Ta most, poznate to zastavo? To je zastava od aboriginov, se pravi teh njihovih staroselcev, da tako rečem. Ne, to je ta avstralska zastava. Mimo Sydneyske opere smo tudi tekli nekje na sredini in potem na cilju. Tega gospoda, ko smo skupaj v Bostonu tekla, nismo vedela en za drugega, da bomo tekla tudi v Sydneyju. Srečala smo se slučajno v Istanbulu na letališču in potem smo se srečala tudi na koncu, da smo naredila eno sliko. Mogoče se vidimo tudi leto 24. maja, ko bo 8. zvezdica, če bo vse po sreči, Cape Town, Južna Afrika. Če bo vse po sreči, naslednjo leto, Šanghaj,
bo 9. zvezdica. In takrat bomo dobili tako medaljo. Najbrž ne, ker potem nam bomo nositi, ampak najbrž bo malo večja od tisti, ko je 6 medalj skupaj, ampak bo 9. Takšna je prihodnost, če pa bo uresničljiva, bom povedal čez 2 leti. Meni najlepša slika, da pravi okarna hiša plus ta most, katerega ob 9 in ob polnoči je tisti ognjemet, ob vstopu v novo leto. Bondi Beach, nažalost se vedno spomnimo nekaj časa nazaj, ko je bil tisti strelski pokol, ampak več pa zanimiva plaža. Lepa, sicer tak, veliko so prvo lovi, tako da so tisti za tisto surfom, oziroma ja, surfom. 3 sestre, nisem ugotovil, kakim je ime, v Modrih gorah. Za konec storja. Zdaj ste videli, zakaj še enkrat Tokio. Dobro, tako, jaz nekako končal za to predstavitvijo, kakšna minuta manj od 60 minut. Če so kakšna vprašanja? Kakšna je časovna omejitev na teh maratonih? Običajno je 6 ur, tudi 7. Ko sem bil v Chicagu, ko sem imel čas, ne vem, okrog 5 ur, ko smo bila potem z ženo, smo se že prevlekla, pa smo bila ene gostilni, čisto ob cesti, katero so ljudje tekli proti cilju, so že šli, tak polovico ceste so že bili tisti čistilni stroji. Ampak sem videl, da so polovico še vedno pustili za tekače in je tam bilo sigurno več kot 7 ur. Tako da jaz mislim, da vsakega počakajo, vsak dobi na koncu medaljo. Nisem še slišal, da bi komu, ne vem, zaprli, pa rekli, zdaj pa konc maratona, pa te bomo z avtobusom pripeljali na cilj. Mislim, da je tako. Ni 8 ur. Se pravim, da ne vem, če je 7 ali je 8, v glavnem tu nekje. Večina maratona ima 8 ur. Ja. No, v glavnem tak, da nekako uspeš priti do cilja, tudi če si malo bolj počasnejši. Prehodiš 8 ur, več ni treba teč. Prosim? Prehodiš v bistvu 8 ur. Koliko kilometrov, ali pa koliko minut rabite za 1 kilometer, da prehodite? Tak približno. 10 minut? Zdaj pa to 42 krat 10 minut je to, ne vem, zdaj to pride. Lahko hodiš tudi peš, ne, ampak najbrž vsaj začetka vsi tečejo. Potem pa nekje na sredini ali pa, ampak veste kaj? Zadnji 500 metrov ali pa zadnji kilometer, koliko se jaz spomnim, pa vsi letimo. Ker nočemo pokazati, da nas je malo matralo, ko smo bili tam pri 35 kilometru. Še kakšno vprašanje? Če nekaj bom jaz imel za vas. Kaj čete slovenski maraton? Prosim? Sloveniji, kaj čete maraton? Tekel sem 2 leti nazaj, oziroma oktobra leta 23 na Ljubljanskem maratonu. To pa zaradi tega, ker sem mislil, da bo tisti moj zadnji maraton. Pa sem si po enem letu premislil, to žena mi še vedno tako malo, nam rekel, da učita, ampak kak si prelomil besedo, ampak prej sem omenil Marijo Brumen. Prva Slovenka, ki je tekla 7 največjih maratonov na svetu. Pa zakaj še ne bi jaz? In tako smo prišli do tega. Kaj pa Konjiški maraton? Konjiški maraton je bil prvi maraton leta 2013. Jaz sem do sedaj na vseh konjiških maratonih. 21 ali pa 10 km. Tako da upam, ker smo ob 10. obletnici dobili eno tako priznanje, da bom tudi za 20. obletnico oziroma 20 maratonov v Konjicah dobil eno kakšno priznanje. Ker sem pač le mal lokal patriota, ne, v Konjicah rad tečem. Če smo rekli prej, da je Tokio najbolj glasbeni obarvan maraton na svetu, za mene je Konjiški maraton najbolj glasbeno obarvan v Sloveniji.
Vsakih 800 metrov je ena glasba. Letos, oziroma lani, septembra, sem posebej slikal, koliko glasbenih skupin je bilo, podelil to na 10 km in je prišlo vsakih 800 metrov. Tudi je bil tek. Ja, septembra. Ja. Tile copati, vse so lepo opravi, manj so že znucani, se pravi, 7 maratonov sem pretekal. Kaj mislite, koliko maratonov sem pa s temi copati pretekal od 7? Vseh 7 nisem, ker je malo dolga razdalja, oziroma časovna distanca. 3, še kakšna številka? 4. Kdo je rekel 4? 4. Točno, 4. 2.11, 2.13, 2.14 in 2.16. Mogoče bo kdo rekel, ko ste pretekli maratone, da sem vedno z istimi copati tekel, ker ni glih moče najbolj zdravo. Ampak tak sem si zadal en cilj, da bi gled nekaj pretekel. Vse sem tudi malo treniral z njimi, nisem zdaj samo maraton prelafal, ampak tak. So 43 številka. 42. Zdaj pa, ker je gospa pravilno odgovorila, bo dobila en takle magnetek. Tule gor so vsi tih 6 maratonov z prvimi črkami teh mest, zdravim Berlin in tako. Gospa, izvolite.